Guinnessova knjiga rekordov. Kdo je ne pozna, kaj ne? Že samo ime prikliče podobe neverjetnih, včasih popolnoma bizarnih dosežkov. Je nekakšen katalog skrajnosti, tako človeških kot naravnih. Ampak ste se kdaj vprašali, kako se je ta svetovni fenomen sploh začel? Na začetku je bilo vse skupaj precej preprosto. Najvišji? Kdo je najvišji človek, katera je najvišja stavga? To so tista klasična vprašanja, ki nas mučijo in na katera je knjiga želela dati dokončen odgovor. Da bi enkrat za vselej potešili našo radovednost o tem, kje so meje. Potem pa pridemo do zdržljivosti. Najdaljši. Kako dolgo lahko nekdo teče? Ali pa, kako dolgo se lahko nekdo poljublja? Knjiga se je hitro poglobila tudi v te bolj, recimo, nenavadne kategorije, ki so pa presenetljivo postale zelo priljubljene. No, in seveda, najtežji. Ampak roko na srce, Guinnessova knjiga ne bi bila to, kar je danes, če bi ostala samo pri teh osnovnih merah. Ne, zelo hitro je vse skupaj zašlo na precej nenavadno ozemlje. Pravzaprav na momente bizarno. Pri nekaterih rekordih se res vprašaš, kako za vraga se je kdo tega sploh spomnil. Poglejte tole, človek, ki je pojedel letalo. To ni šala, to je uradni Guinnessov rekord. In to je samo en primer od tisočih, ki so napolnili strani te knjige. Kar nas pripelje do vprašanja, kako je ta nora zbirka dejstev sploh nastala? Verjeli ali ne, vse se je začelo v gostilni. Kar je precej ironično, se vam ne zdi, da je največja svetovna avtoriteta za preverjena dejstva nastala iz enega čisto navadnega gostilniškega prepira. Vse skupaj se je začelo zaradi stave, ki je nihče ni mogel rešiti. Predstavljajte si sceno, leto 1951. Sir Hugh Beaver, takratni direktor pivovarne Guinness, je na lovu, ustreli proti zlati prosenki in zgreši. In seveda, takoj se vname debata s prijatelji, katera je najhitrejša lovna ptica v Evropi. Je to zlata prosenka? Nihče ni vedel zagotovo. In ko zvečer prelistajo vse mogoče knjige in ne najdejo odgovora, se Beaverju posveti: hej, potrebujemo knjigo, ki bo enkrat za vselej rešila takšne debate. In ideja je res hitro dobila krila. Najeli so brata McWhirter, ki sta bila znana kot hodjoči enciklopedije. In bum, leta 1955 je izšla prva izdaja. In kaj se zgodi? Do božiča istega leta je postala absolutna uspešnica v Veliki Britaniji. Ljudje so bili očitno lačni preverjenih, ampak hkrati tudi zabavnih dejstev. Ampak s slavo pride tudi odgovornost, kaj ne? Zelo hitro je postalo jasno, da samo zato, ker je nekaj mogoče, še ne pomeni, da bi to morali spodbujati kot rekord. Guinness je moral nekje potegniti mejo med občudovanja vrednim dosežkom in skrajno nevarnim početjem. Poglejmo si nekaj primerov v tej tabeli. Kategorija, kot je najtežji hišni ljubljincek, so ukinili, ker so ljudje začeli dobesedno pitati živali, da bi dosegli rekord, kar je seveda oblika mučenja. Rekordi v požrešnosti ali pitju ogromnih količin piva, ukinjeni zaradi očitnih zdravstvenih tveganj. Celo rekorde v nespečnosti so ocenili kot preveč nevarne. Sporočilo je postalo jasno: varnost in etika sta pomembnejši od senzacije. In tukaj pridemo do njihove osrednje filozofije. Poglejte to primerjavo. Rekord za najbolj tetovirano osebo še vedno obstaja. Zakaj? Ker je to osebna odločitev, ki ne škodi neposredno drugim. Ampak rekord za najtežjega hišnega ljubljenčka ukinjen, ker dejanje škoduje drugemu živemu bitju. Torej, v trenutku, ko dejanje škodi drugim ali udeležence postavlja smrtno nevarnost, tam Guinness potegne črto. Ampak veste kaj, medtem ko so se ukvarjali s temi etičnimi vprašanji, se je v ozadju dogajala še ena, veliko večja sprememba. Guinnessova knjiga rekordov se je namreč potihoma prelevila iz zbirke dejstev v izjemno donosen posel. Stvar je preprosta. Prišel je internet, ljudje so začeli dejstva iskati na spletu, prodaja knjig pa je začela padati. Guinness je moral najti nov vir prihodkov. In so ga. Našli so ga ne več pri bralcih, ampak pri tistih, ki so si želeli biti v knjigi. Govorimo o podjetjih in posameznikih, ki so v rekordu videli odlično marketinško orodje. Temu se reče prikrito oglaševanje. Podjetje, ki hoče promocijo, si izmisli nek rekord, recimo največja pica na svetu. Plača Guinnessu, da organizira dogodek in vse skupaj uradno potrdi. Potem pa novico o svojem dosežku pošlje vsem medijem.
in kar naenkrat je meja med pristnim rekordom in plačanim oglasom postala, nevarno zabrisana. In koliko takšna slava stane? Cene se gibljejo od nekje 12.000 pa vse do $500,000. In za ta denar ne dobite le potrditve o ne, dobite celaten paket, svetovalce, ki vam pomagajo oblikovati rekord, hitro obravnavo in seveda uradnega sodnika na dogodku. Ta donosen posel pa ima seveda tudi svojo temno plat. Pojavile so se zelo resne obtožbe, da Guinness sprejema denar od avtoritarnih režimov. Kritiki trdijo, da države kot je Turkmenistan z bizarnimi in dragimi rekordi preusmerjajo pozornost od kršitev človekovih pravic. V bistvu uporabljajo znamko Guinness za tako imenovano pranje ugleda, da se svetu predstavijo v pozitivni luči. Guinnessova knjiga rekordov je tako prehodila res dolgo pot, od preprostega priročnika za reševanje gostilniških prepirov do ogromne, večplastne zabavne znamke z globalnim dosegom in, kot vidimo, precej zapleteno zgodbo. In ko pogledamo, kako Guinness danes služi denar, je slika res presenetljiva. Poglejte ta grafikon. Prodaja knjig je le še majhen del pogače. Ogromno prihodkov ustvarijo s svetovanjem podjetjem in z medijskimi projekti, kot so televizijske oddaje in muzeji. Znamka je postala veliko večja od tiste knjige, s katero se je vse začelo. Zgodba o Guinnessu je torej zgodba o neverjetni rasti, ampak tudi o etičnih kompromisih. In to nas na koncu pripelje do ključnega vprašanja. Ali je Guinness v današnjem svetu plačane publicitete in etičnih vprašanj še vedno zaupanja vreden varuh svetovnih rekordov, ali pa je postal le prestižna storitev za tiste, ki si lahko kupijo svoj delček slave? Odgovor pa je na koncu prepuščen vsakemu posamezniku.